so dovolj neznanje. Jutri je nov dan. Dokazali ste tudi, da vam je mar za znanje, zato vam čestitam. Tisto je tu, tisto je dom, tisto smo mi. Tam so vsi, ki jih ljubite, vsi, ki jih poznate, vsi, za katere ste kdaj slišali, vsako človeško bitje, ki je kdaj obstajalo in živelo. Zbir vsega našega veselja in trpljenja, tisoče verstev, ideologij in gospodarskih doktrin, vsak lovec in nabiralec, vsak junak in strahopetec, vsak tvorec in uničevalec civilizacij, vsak kralj in kmet, vsak mlad zaljubljen par, vsak otrok poln upanja, vsaka mama in oče, vsak izumitelj in raziskovalec, vsak učitelj morale, vsak pokvarjen politik, vsak superzvezdnik, vsak vrhovni voditelj, vsak svetnik in grešnik v zgodovini našega rodu. Vsak je živel tam, na drobcu prahu, ki visi na sončnem žarku. Spomnite se neskončnih krutosti, ki so jih prebivalci enega konca te pike prizadejali komaj kaj drugačnim prebivalcem drugega konca. Kako pogosti so njihovi nesporazumi, kako si želijo ubiti drug drugega, kako žgoče je njihovo sovraštvo. Naše postavljanje, naša domišljavost in iluzija, da smo v vesolju v privilegiranem položaju, izpodbija ta bleda pika svetlobe. Naš planet je osamljen drobec v kozmični temi, ki nas obdaja. V naši nepomembnosti, v vsem silnem prostranstvu, ni nobenega namiga, da bo pomoč prišla od drugod in nas rešila pred nami samimi. Zemlja je edini svet, za katerega za zdaj vemo, da omogoča življenje. Vsaj v bližnji prihodnosti ni nobenega drugega kraja, kamor bi se lahko naselili. Da bi ga obiskali, ja, naselili, ne še. Če hočemo ali ne, samo na zemlji lahko ostanemo in obstanemo. Pravijo, da nas astronomija uči ponižnosti in utrdi značaj. Verjetno ni boljšega prikaza norosti človeške zablode, kot je ta daljna slika našega drobnega sveta. Menim, da poudarja našo odgovornost, da smo prijaznejši drug do drugega in varujemo ter ljubimo bledo modro piko, edini dom, ki ga poznamo. Spoštovani maturanti in maturantke, župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Beočani, ravnatelj srednje šole Beno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar, vas učiteljski zbor ter drugi sodelavci šole, starši in drugi obiskovalci. Pozdravljeni na že tradicionalni prireditvi srednje šole Beno Pilon Ajdovščina, Slovo od maturantov. Dragi maturanti in maturantke, 4 leta šolanja so za vami in prav vsak izmed vas predstavlja košček mozaika srednje šole Beno Pilon Ajdovščina. Želi ste uspehe na številnih področjih,
od športa do kulture in glasbe. Udeleževali ste se najrazličnejših tekmovanj ter obogatili vsak dan na naši šoli. Vaša 4 leta so bila polna najrazličnejših izkušenj. Zaznamovala vas je korona kriza, ki vam je odščipnila marsikateri spomin in doživetje, vendar ste vseeno uspeli stkati neprecenljive vezi in številna nova poznanstva. Sedaj pa vas na robu obzorja čaka nekaj novega. Znano ozvezdje je za vas postalo premajhno, preveč domače. Vleče vas naprej v nove galaksije in nove dimenzije. Vzemite brisačo, iztegnite palec, zaprite oči in skočite. Vsi, ki ostajamo v tem osončju, dijaki, profesori ter starši vam kličemo. Brez panike in uživajte na novi poti. Na oder vabim ravnatelja, gospoda Andreja Rutarja, da vam še sam zaupa kakšno skrivnost vesolja. Mikrofon le za župana. Drage maturantke, dragi maturanti, spoštovani starši, zaposleni, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin in drugi gosti. Lepo pozdravljeni. Maturantke in maturanti, danes se slovesno poslavljate od naše šole. Odpira se vam nov svet, novi izzivi. Če ste me izzvali z vesoljem, naj delim izkušnjo in mogoče primerjavo z nekaterimi svojimi opazovanji vesolja. Vesolje je nepredstavljivo veliko, a ne glede na to se je treba odločiti, v kateri smeri bomo opazovali. Na voljo imamo več smeri. Marsikatera pripelje do določenega cilja, do novega objekta ali do objekta, ki smo ga videli večkrat, pa mogoče česa do zdaj nismo opazili. Zato so opazovanja vedno znova zanimiva. Ne gre pa vedno brez težav. Pogosto lahko zataji oprema in namesto, da bi tarčo zajeli v 15 minutah fotografiranja, zato potrebujemo celo noč. Včasih se noč konča tudi neuspešno, brez izdelka. Večina noči je hladne, zelo hladne. A ne glede na to, se kolikor je le mogoče vračam k opazovanju in odkrivanju različnih smeri in objektov v vesolju. Navdušujejo me novi rezultati, a tudi reševanje težav na poti do njih. Prav ta teden sem prvič posnel meglico Tančica, ostanek supernove, ki je eksplodiral pred 1000 leti. Tudi vas čaka zelo velik svet, v katerem boste iskali prave smeri in poti. Naj vas zgodbe na njih osrečujejo. Verjetno ne bo šlo brez težav. Verjamem, da ste pripravljeni na nove izzive in upam, da je pri teh pripravah tudi šola dobro opravila svojo nalogo. Naredili ste maturo in s tem zaključili srednješolsko obdobje. Mogoče kdo ni najbolj zadovoljen s končnim rezultatom, merjenem v številu točk. A v življenju ne štejejo le točke. Pomembno je, da ste zastavljeno nalogo opravili in pri tem v 4 letih pridobili pomembne izkušnje ter se pripravili na novo pot. Vedno bolj ste sami odgovorni za usmerjanje na lastnih odločitev. Prepričan pa sem, da vam bodo starši vedno stali ob strani. V pomembnih trenutkih izkoristite to pripravljenost. Kljub slovesu to ni nujno naše zadnje srečanje. Poti se v življenju prepletajo in prav mogoče se bo kakšna vaša pot še prepletala s potjo naše šole. Srečno in uspešno! Gospod ravnatelj, hvala za vaše spodbudne besede. V preteklih 4 letih je del vas postala tudi Ajdovščina, s svojo neukrotljivo burjo, hudourniškim hubljem in starimi mestnimi ulicami. Zato
na oder vabim župana občine Ajdovščina, gospoda Beočanina, da vas tudi on s svojim nagovorom pospremi proti zvezdam. Spoštovani profesorski zbor, spoštovani gospod ravnatelj, spoštovani starši, drage maturantke in dragi maturanti. Ta pozdrav začenjam seveda z iskreno čestitko ob zaključku šolanja na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina ob opravljeni maturi. Ko tako daleč z občine gledamo na takšne in drugačne dosežke, ki jih naredite, smo seveda najbolj ponosni na tiste najpomembnejše. In upam si trditi, da je zaključek srednješolskega izobraževanja eden tistih. Ponosni smo na vse rezultate, ki ste jih dosegali tekom vseh 4 let in pa seveda na končno opravljen zaključni izpit. Prepričan namreč sem, da naša družba temelji prav na vas, mladih, na maturantkah, maturantih, ki boste že kaj kmalu stopili na pomembno novo pot. Nekateri se odpravljate neposredno v delo, v zaposlitev, nekateri še v nadaljnje šolanje. Ne glede na to, kam greste, ste zagotovo pri tem sledili svojim ciljem, svojim sanjam. In prav je tako. Družba, Ajdovščina, država, pa tudi zaradi mene svet in vesolje, kot ga vidite za mano, vas potrebuje točno tam, kjer ste si sami izbrali, da vam je najbolje. Osvajajte nove izkušnje, ustvarjajte nove in nove produkte in pa seveda poskušajte zadržati vse tiste mreže, ki ste jih iskali v preteklosti v srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina tekom vašega 4-letnega izobraževanja. Vsa ta poznanstva, vsa ta prijateljstva negujte naprej, kajti še kako prav vam bodo prišla v življenju. Enako, kot vam bodo prišla prav vsa znanja, kot vam bodo prišle prav vse izkušnje, ki ste jih nabrali tekom teh 4 let. Prepričan sem, da vas je šola izjemno dobro pripravila na prihodnost, pa naj si bo ta v zaposlitvi ali pa v nadaljnjem šolanju. Želim si seveda, da ste na vaši poti uspešni. Ne samo želim, prepričan sem, da tudi boste. Če vas bodo le pri tem vodile vaše sanje, če vas bodo pri tem vodili vaši zastavljeni cilji. Kot občina si seveda želimo, da si naberete čim več novih izkušenj in jih potem delite z nami, skupnostjo, ki je pravzaprav tukaj zato, da vam pomaga na vaši poti, tako bom rekel pri izobraževanju, kot seveda tudi kasneje na poti v odraslost, pri reševanju tako stanovanjskega problema, zaposlitve in seveda vsem ostalem, kar pot v to odraslost pospremi. V zaključek čestitke ste naše veliko upanje, to vedno rad rečem pravzaprav vsem mladim, ki jih nagovorim, ne zato, ker bi, bom rekel, se to lepo slišalo, zato, ker je to dejstvo, na katerem gradimo tudi našo občino. Srečno in čestitke še enkrat ob zaključku. Hvala tudi vam, gospod župan. Neznano je polno možnosti in dogodivščin, ki čakajo na vse nas. Vsak izmed nas je poln potencial. Vsak izmed nas ima žareče jedro, ki si želi pustiti kreativne sledi v svetu, ki ga soustvarjamo. Potencial pa še ne zagotavlja uspeha. Do tja vodi trdo delo, predanost cilju in vztrajnost, da se kljub padcem poberemo, poskusimo vedno znova ter posežemo po zvezdah. Takšno izjemno vztrajnost ste nekateri že dokazali. Na oder vabim 7 maturantk in maturantov, ki ste vsa 4 leta šolanja na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina dosegli odličen učni uspeh. Zarja Bizjak. Matic Cur. Zara Čur. Lara Kocevar. Lara Likar. Masa Marc.
Pri maturi pa je letos najvišje segla zlata maturantka Zala Čuk. Vabljena na oder. Iskrene čestitke tudi vsem ostalim, ki ste uspešno opravili zrelostni izpit. Vaš uspeh bomo proslavili s himno Gaudeamus. Pozdravljena inteligentna vrsta, sem človek, planet Zemlja, država Slovenija, jezik slovenščina. Jezik slovenščina asimilira. Pozdravljen človek, veseli me, da sva se spoznala. Veš, prepotoval sem že res velik del vesolja, ampak Zemlje pa še nisem obiskal. Mi lahko poveš kaj več o tem svojem planetu? Zemlja je čudovit planet. Pravimo mu tudi modri planet, s širnimi oceani, polnimi življa. Planet diha z zelenimi pljuči čudovitih gozdov. Kopno bogati veličastna raznolikost živalskih in rastlinskih vrst. Obraz našega planeta pa oblikuje prastari očaki, prašne puščavske doline, žametni griči in rodovitne rečne struge. Nad vsem tem pa pti človek. Wow, sliši se res veličastno. Človeštvo očitno res dobro skrbi za ta raj. No, ne ravno. Po pravici povedano smo skoraj da že uničili naš mali raj. Zemlja postala premajhna za skokovito naraščanje števila prebivalcev. Zgradili smo številne stolpnice, uničujemo prostrane gozdove, onesnažujemo reke in morja, ter ubijamo živali in ubijamo sočloveka za meter zemlje, kapljico nafte in kupček denarja. Izgubili smo si v iskanju ugodja in udobja in sedaj izgubljeni iščemo boljši svet med zvezdami, našo drugo priložnost. To ste pa res kar grdo zamočili. Če želiš, te lahko popeljem po širnem vesolju in ti pokažem nove svetove. Mogoče celo najdeš kaj novega zase. Sem le projekcija v sondi, kako boš to storil? Dobro me poslušaj. Iztegni roko, stisni v pest, iztegni palec, pa zapri oči. 3, 2, 1. Kaj se je pravkar zgodilo? Pravkar si prvič stopal. Naj ti razložim pravila potovanja po galaksiji. Najprej potrebuješ brisačo. Za raziskovanje galaksij vedno potrebuješ brisačo. Padeš v vode planeta Bazenta Primus, potrebuješ brisačo. Se sončiš na diamantnih plažah Croatini Gigantis,
Prav tako potrebuješ brisačo, da si obrišeš pot med hojo po puščavskem Saharilu. Že vem, potrebuješ brisačo. Točno tako. Torej, imaš brisačo? Nimam brisače. Sploh ne skrbi. Tukaj imam eno odveč. Izvoli. Drugo pravilo. Vedno in res vedno se držiš toparskega vodnika po galaksiji. Lahko ti reši kožo. Sedaj pa pridi, ogromno ti moram še pokazati. Drage maturantke, dragi maturanti, tudi vi ste ta trenutek na robu vesolja. Znano in domače je za vami, pred vami pa celotna prostranost galaksij, svetleča ozvezdja in osupljiva osončja, ki samo čakajo, da jih najdete in spoznate. Skok v neznano pa ni vedno lahek, vendar se vedno lahko zanesete na tiste, ki vam vedno stojijo ob strani, na vaše starše. In prav vaši starši so vam danes pripravili posebno poslanico, s katero vas pošiljajo novim izzivom naproti. Pa poglejmo. Pozdravljeni maturantje, pozdravljene maturantke. V življenju boste večkrat na razpotju. Ne izberite vedno krajših poti, saj te ne bodo nujno lažje. Bodite prijazni, odkriti drug do drugega, bodite srčni. To so vrline, ki delajo človeka velikega. Pesnik Tone Pavček je zapisal: Ne bojte se življenja, naj pljuska v vas vso silo in vse žile. Naj vas nese ali pa zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. Imejte ga radi, verjemite vase in uspelo vam bo ustvarjati poti, ki vas bodo vodili k cilju. Želim vam, da odprtega duha in odprtih oči ter z uravnoteženo kombinacijo razuma, dela in srca stopite čez prag vrat, ki se vam na široko odpirajo, ter najdete svoj korak. Srečno. Končno ste prišli do cilja, ampak ta cilj je šele začetek nečesa novega, vznemirljivega in lepega. Dragi mladi ljudje, čestitam vam za vaš velik delovni uspeh. Bodite skupaj in se podpirajte. Bodite pošteni do sebe in drugih. Vašo mladostno dobrohotnost ponesite v naš lepi širni svet. Ustvarjalno premagajte ovire in veselite se življenja, ki je pred vami. Glejte naprej, a nikoli ne pozabite na ljudi, ki so z vami rastli in se z vami oblikovali. Sklepali boste nova prijateljstva, a najžlahtnejša so prijateljstva, ki so stara. Pazite in skrbite drug za drugega, če tudi si ne boste več delili učilnice. Želim vam, da bi v življenju spoštovali moralne vrednote. Želim vam, da bi ohranili in negovali prijateljstva, ki ste iskali v teh 4 letih. Predvsem pa vam želim, da bi vztrajno sledili svojim ciljem še naprej. Če pomislite, da bi kdaj odnehali, se spomnite, koliko truda je bilo potrebnega, da ste prišli do tu, kjer ste sedaj. Zato srečno in pogumno naprej. Verjemite vase, posebni ste, dragoceni, nenadomestljivi za številne ljudi okoli vas, sploh pa za nas starše. Iz življenja izluščite tisto dobro, zaradi česar boste postali še boljši ljudje in boste nekoč na svoje življenje gledali s ponosom, hvaležnostjo in notranjim mirom. Sledite svojim sanjam, ne obupajte in trdno delajte. Verjamite sami vase, starši vsekakor verjamemo v vas. Kar delate, delate 100%. Prepričan sem, da vam ne bo žal. Boste nekega dne pogledali nazaj in videli, kako lepo pot ste prehodili in kaj ste dosegli. Spoštovana mladina, ne podcenjujte vrednosti dobre informacije in cenite vrednost pravega prijateljstva. Predvsem, bodite zelo radovredni, bodite drzni, naj vas ne bo strah pred novim in neznanim in bodite zelo vztrajni. Življenje je precej podobno srednji šoli. Polno je vzponov in padcev, stresnih situacij,
vendar tudi lepih spominov, ki vas bodo vedno spremljali, kjerkoli boste. Želiva vam, da se v življenje podate pogumno, date vse od sebe in izkoristite vse priložnosti, ki se vam bodo ponudile. Najpomembneje je, da ostanete zvesti sami sebi, da ostanete na koncu zmagovalci, kot ste zmagovalci sedaj. Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začudiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu roba zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogled, da takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo, da ti imajo nekaj, kar v drugi več ni, tople oči. Duši v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu roba zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogled, da takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo, da ti imajo nekaj, kar v drugi več ni, tople oči. Tople oči, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo, da ti imajo nekaj, kar v drugi več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Ko mislim kamen, mislim zvezdo in zrno peska, meni v njem, uho v ušesu, prostor zvit utrkanja atomov.
Materija, ki se zaveda sebe, se gradi, poka, levi, rojeva, gubi, srka, poje, trga, penetrira. Njeno pretakanje iz anorganskega v organsko in spet v krhki kras fosilov, milijardo let dolgih ciklusov oceana, teme pod sedimenti ritmov, veleritmov, ples atomov in kvarkov in subov, tresljajo globoko v središči, ki so jaz. In ki so jutri pesek, kamen, prah, odmev. Odmev med silnicami nanostruktur, ki so šum vesolja in življenja. Šum, ki je pesem. In mislim najno civilizacijo, tvojo in mojo, ki zastira znanje z Google decibeli balasta ekstrudiranega strahu. Šum, ki je razdilalni hrup. In ne reci, da to je glasba. V žilah žive skale je najin potencial, da povežava te energije v arabesko svojega časta, da sva šum, ki rapita to pesem. To je bilo pa res čudno, ampak čudovito popotovanje. Veš, tuji svetovi so resnično neverjetni. Planet Skaro s 5 lunami, Arkadija z zlatimi kupolami in srebrnimi ulicami, Galifrej in varoki časa, nepozabno. Si torej našel, kar si iskal, svojo drugo priložnost, svoj novi dom? Veš, videl sem žive svetove, pa tudi take, ki so propadli že pred tisočletji. Videl sem, kako lahko svoj planet uničiš in ga pahneš pozabo. Videl pa sem tudi tiste čudovite kulture, ki svoj dom varujejo, ga spoštujejo, negujejo, ter skupaj rastejo dišave. Naučil sem se novih jezikov, prebral knjige številnih področij, videl čudovita bitja, pa vendar me vleče domov. Ne moram pozabiti doma, prijateljev in planeta, ki ga puščam za seboj. Ampak tvoj planet umira, kaj boš storil? Žal ne vem, kako naprej. Glej, samo brez panike. Ljudje v bistvu sploh niste tako slabi. Ste taki, ste drugačni, ampak če stopite skupaj, ste res nepremakljivi. Pridi, vse ti bom razložil.
ki verjamejo le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni, ki gremo v oštarijo. Res, ljudje smo vsi različni. Imamo različne izkušnje, različna pričakovanja, različne želje in različna zanimanja. Drugače čutimo, razmišljamo, se veselimo in sanjamo. In vsa ta neskončna raznolikost se v samem iskrivem trenutku združi v popoln mozaik življenja. Prišli smo do najpomembnejšega dela današnje prireditve. Poklonili se bomo neponovljivemu mozaiku vas, dragih maturantov. Vsak razred bomo sedaj povabili na oder, da si lahko še zadnjič sezite v roko z razredniki. Na oder vabim 4A z razredničarko profesorico Metko Kolec. Mija Abramovič, David Bajec, Nikol Vatovci, Matis Curk, Nina Črnil, Tadej Črnil, Vanec Krnči, Arjana Kantek, Eva Knafelc, Katjuša Kopačina, Zala Kretič, Urban Prekoč, Laura Malc, Maša Malc, Elena Oraščanin, Nina Felicon, Tesno Nina, Luška Gravec in Milen Žvanov. Na oder vabim 4B z razrednikom profesorjem Samuelom Varsurjem. Zarja Vidja, Laura Drevčak, Nik Drevčak, Simon Drevčak, Ana Kobar, Tajda Lambert, Lara Nikar, Maja Nikar, Nik Nikar, Andras Master, Kristjan Miletič, Alex Kaspar, Ana Petrič, Jan Luknik, Sam Luknik, Rik Strevo, Robert Stojanov, Toni Stanca, Arjen Kuhar, Neda Vinkonja Krasan, Mari Vidmar Grabec in Maruša Vrtovec. Na oder vabim 4. Č z razredničarko profesorico Metko
Dodo Mali. Vizija, Jaša Prepaševec, Pija Brecer, Zala Čuk, Gabriela Dekret, Ana Furman, Rebeka Furman, Nase Gabrielčič, Ana Gerbec, Tamara Hale, Tajra Ibrišimovič, Nikolina Janvič, Irma Klemenčič, Lana Kočeva, Nina Kosovec, Marjana Košuta, Zarja Kovačič, Kaja Kraševec, Trina Orlič, Aljaš Paj, Jana Petrovčič, Nika Pišjar, Kristina Stanič, Larisa Štruker, Lara Verč in Laura Šman. Na oder vabim 4. D z razrednikom profesorjem Matjažem Vezljem. Mira Lajec, Sava Vedigar, Rok Petric, Zora Vinec, Aljaš Ivavec, Blaž Kovar, Teja Kodrič, Alex Kovska, Nika Levar, Taja Navrta, Enej Pavlović, Lara Pic, Maja Ribič, Tinkara Rijavec, Zoja Satori, Zala Sidej, Teja Šapec, Leila Stranka, Lara Tomšič, Ziva Pušič Ivančič, Sabina Vidjak, Tija Zobrn in Petra Gačec. Na oder vabim 4. E z razredničarko profesorico Elizabeto Bratina, Nika Bezjak, Ana Bizjak, Jaš Borko, Tadeja Doles, Kaja Krivka, Tara Duber, Miha Kočeva, Lana Kodelja, Matej Koren, Jure Kranc, Jovana Ljubič, Andreja Markočič, Denis Zdorfer, Lara Oraščanik, Zoja Pahor, Staša Risenavko, Lara Ruda, Nika Šante, Tjaša Brečar in Jarja Vinčar.
vabim udeležence izrednega izobraževanja pod vodstvom profesorice Karmen Levot, Anja Žvokel, Lucija Klinec in Daniela Ivančič. Drage maturantke in maturanti, to je slovo. Beseda slovo vzbuja v nas otožnost in bolečino ločitve, strah pred neznanim. Toda slovo od maturantov je posebno slovo, ki govori o tem, da ste zrasli, da ste pripravljeni ljubeče pomahati staremu in se ozreti v širjave novega. Vaše razredničanke in razrednika, vaše profesorice in profesori, vaši starši, ter vsi, ki smo si z vami delili košček poti. Zato ta trenutek slavimo in ob tem v nas prekipeva od najžlahtnejših čustev. Z radostjo, navdušenjem in ponosom spremljamo vaše slovo. Drage maturantke in maturanti generacije 2022, srečno na nadaljni poti, samo brez panike. Zemljo lahko reši? Ja. In mladi smo rešitev? Točno tako. Mladi ste neomejen in neukrotljiv, kmetljiv potencial, ki bo oblikoval rešitev vašega planeta. Ste strela, ki bo žgala iskro sprememb. V vas samih je prostrano vesolje možnosti. Zato poiščite svojo srečno zvezdo in poustvarite zemljo po svojih željah. Predvsem pa bodite najboljša verzija sebe in verjemite vase. Hvala za izkušnjo in modrost, ki si mi jo zaupal. Sedaj se pa samo nasloni nazaj in glej, kako dobro nam bo.